Dobrodošli nazaj, sem Nec iz LevelUp Training Centra. Danes vam pokazal vajo Total Bar. In če dve različni vaje, ki sta dokaj podobni tej, da lahko dejansko te različice prilagodite vašim fizičnim sposobnostim. Prva vaja, oziroma tako, najprej vam pokazal vse tri vaje, na to bomo šli od začetka, kako se vaja naredi, najpogostejše napake in za koga je primerna vaja. Zato, prvo, Total Bar. S prsti se razdagnemo štange nad glavo. Druga vaja, knee to elbow, s kolenom se bomo dotaknili komolcev. In tretja vaja je dejansko na tleh. Bomo videli kasneje podobnosti v izvajanju vaj. Torej, ta vaja je primerna za začetnike oziroma za tiste, ki še nimajo dovolj moči razvitih trebušnih mišic, kajti ta je najlažja, gravitacija najmanj deluje na nas. Ta del giba, bomo kasneje videli, je na samih štangi oziroma palici najtežji del. Če si predstavljamo, da zdaj ležimo, noge pokrčimo, je ta del na palici najlažji. Od tukaj gor se zadeva začne stopnjevati po težavnosti. Zato želimo trenirati zgolj ta del giba, kajti ta nas bo naredil močnejši. Se ležemo na hrbet, noge imamo pokrčene. Nekje 90 stopinj. Ne odlagati nog, nekje 90 stopinj. Primamo eno štango in probamo kolena spraviti do obraza. In počasi nazaj. Pazimo, da nog ne odložimo in da ledvini del se dotakne tal in ponovno začnemo gib. Najpogostejša napaka, ki se tukaj dogaja, je, tako kot sem že menil, da se noge odložijo ali pa da celo noge stegnejo in se ustvari moment. Tako da, to je to. Druga različica, oziroma še ena vmesna varianta obstaja, ampak bom razložil, tako kot sem že prej omenil, ta del giba je najlažji del giba. Od tukaj gor se začne težavno stopnjevati. Zato tudi ta del giba treniramo na tleh, zgornji del giba, da okrepimo trebušne mišice. Zato vsi tisti, ki se koleni ne morete dotakniti komolcev, obstaja malenkost težja vaja od tiste, ki se dajo takole, da enostavno kolena dvignemo do prsi oziroma čim više, oziroma više od pravega kota v boku. Kaj ti? Se prevečkrat stopite na stran. Se prevečkrat vidimo, da je ukrivljen hrbet in mnogi ljudi dvigujejo samo do sebe. Ta vaja nam nič ne koristi. Trebušne mišice napete in noge dvignemo više od 90 stopinj. Če tega ne zmoremo, je primerna vaja za vas tista na tleh. Še enkrat. Noge probamo dvigniti više od 90 stopinj. To, no go. Težja varianta od te, s koleni se ga skušamo dotakniti komolcev. Naslednja vaja se bomo s prsti dotaknili palice. Obstajata recimo dve varianti. Ena je, da so noge pokrčene in se dotaknemo palice, ali pa stegnjenimi nogami. Čim bolj stegnjenimi nogami. To je tudi odvisno, nekateri tega ne boste morali storiti, ne zaradi same moči, ampak zaradi gibljivosti določenih mišic, tako da mogoče da čisti pokazatelj pravi moči. Še enkrat tako. Koliko se da stegnjenja noge. Sedaj, pri samem crossfitu je tako, da poskušamo narediti čim več dela v čim krajšem času.
Zato uporabljamo tako imenovani kip. To je, da z swingom oziroma zamahom nog in gibanjem telesa ustvarimo moment, kateri nam pomaga kasneje noge spraviti do štange, komolce ali do prsi. Danes se pogledate, o čem govorim. Primemo palico, glavo potisnemo skozi in na to nazaj in v tistem trenutku grejo noge do palice. Bom pokazal. Prav tako enako zgleda, če se dotikamo z komolci, če se skleni dotika komolcev in to je to. Sedaj, nekateri pravijo, da je to tovar lažje izvesti tako. V resnici je tako, da če imamo stegnjene noge, bomo ustvarili večji moment, ki nam bo malo kasneje z manj energije bolj učinkovito dotakniti palice. Bom dal primer, da boste vedeli, o čem govorim. Ali pa stegnjene noge. Noge aktivno potisnemo proti tlom in nazaj gor. To je današnji video to. Vkolikor imate še kakšno vprašanje o tem videu ali o čem drugem, mi pišite na info@levelup.si in se vidimo v naslednjem videu. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.